Pozdravljeni vsi v imenu vodstva UKC Maribor. Današnja tiskovna konferenca je namenjena predvsem temu, da vas seznanimo z aktualno problematiko, kar se tiče COVID pacientov in pa seveda z načrti za prihodnje mesece. Z zadovoljstvom lahko rečem, da je situacija daleč najboljša v zadnjih mesecih, tako rekoč v zadnjem letu. Danes je v UKC Maribor hospitaliziranih le še 10 COVID pacientov, od tega 5, ki potrebuje intenzivno terapijo in 5 takšnih, ki so na akutnem oddelku. Z zadovoljstvom sporočam tudi to, da so vsi pacienti v tem trenutku locirani na eno samo lokacijo, to je oddelek za nevrokirurgijo, kjer je dovolj prostora za vse paciente in dobijo seveda ustrezno oskrbo na najvišjem možnem nivoju, hkrati pa zato potrebujemo najmanjše možno število zaposlenih. Trenutno je situacija takšna, da za te paciente skrbi 43 medicinskih sester in 6 zdravnikov, ki se seveda ob tem menjavajo in so seveda ustreznih specialnosti. To se pravi, da še vedno 46 zdravstvenih delavcev manjka na matičnih lokacijah in seveda zato je delo na vseh ostalih oddelkih le še minimalno okrnjeno. Lahko rečem, da v tem trenutku UKC Maribor deluje na približno 98 do 99% zmogljivosti kot pred korona krizo. Zelo smo zadovoljni s tem, saj je potrebno ne samo normalizirati delo, ampak počasi tudi zmanjšati zaostanke, zmanjšati čakalne dobe, ki so se v tem času relativno nakopičile. Toliko za enkrat, zdaj pa mogoče začnemo z vprašanji, se dotaknemo posameznih tem, tako da izvolite. Ja, zaostanki so nastali praktično na vseh oddelkih, razen pri tistih pacientih, ki so potrebovali urgentno zdravljenje, skratka urgentno terapijo, in pa na onkoloških programih. Tukaj programi niso bili okrnjeni, medtem ko ostali programi so bili nekateri bolj, nekateri manj. Zdaj, če začnem na prvem mestu morda z oddelkom za infekcijske bolezni, kot veste, je bil ta oddelek tako rekoč čez noč ukinjen oktobra lani in pacienti, ki so se sicer zdravili na infektološkem oddelku, so morali poiskati oziroma smo se dogovorili, da poiščejo pomoč na drugih oddelkih, predvsem na oddelku za kliniki za interno medicino in pa tu je bila zdravljena velika večina teh pacientov, pa tudi na ostalih klinikah in oddelkih. Tako da tu je velik manjko, ti pacienti so bili relativno zelo prikrajšani. Potem so veliki zaostanki nastajali tudi na oddelkih, kjer terapija oziroma zdravljenje ni bilo nujno indicirano. Tukaj so recimo oddelek za ortopedijo, na prvem mestu sam prihajam z tega oddelka, tukaj je bila redukcija kar 50%, potem je tukaj oddelek za revmatologijo, dermatologijo in tako naprej. Skratka, na oddelkih, kjer zdravljenje ni akutno v nekem trenutku, ampak vendarle treba povedati, da v časovnem obdobju enega leta se seveda lahko tudi pri teh pacientih zdravstveno stanje bistveno poslabša in so seveda rezultati bistveno slabši. Če pa govorim za celotno bolnišnico kot takšno, v času COVID krize smo opravili na celotnem nivoju približno 82% našega rednega programa, kar je relativno zelo dosti. Če povem v številkah, to pomeni približno 7000 ambulantnih preiskav, ambulantnih pregledov in pa ambulantnih storitev in pa bilo je upravljenih približno 7000 hospitalnih obravnav manj in pa približno 70 000 ambulantnih pregledov manj. Skratka, to je zelo velika številka in če govorimo, kdaj bo mogoče to skrajšati, lahko rečem, da je na prvem mestu v tem trenutku to, da poskušamo delavce, zdravstvene delavce, medicinske sestre, zdravnike in ostale vsaj nekoliko spočiti, omogočiti dopuste. Aktivno pa se bomo lotili skrajševanja čakalnih dob v mesecu septembru, oktobru in v prihodnjih mesecih. Računam pa, da bomo to uspeli približno v roku enega leta. Prej to ne bo mogoče, ampak predstavljati si 70 000 plus 7 000 je to ena zelo velika številka in računamo, da bomo to uspeli, če ne bo četrtega vala, v roku enega leta.
Da, še vedno velja to, da pri pacientih, kjer je potrebna hospitalizacija, opravimo PCR test. Skratka, pacienti preden so sprejeti, dobijo doma obvestilo, če gre za elektivne preglede ali elektivne operativne posege, že v domačem okolju ambulantno opravijo to testiranje in ta izvid prinesejo s seboj, kar smatramo za zadostno, seveda mora biti opravljen v zadnjih 48 urah. Če pa gre za akutni sprejem, skratka za urgentno situacijo, pa preden pacienta namestimo k ostalim pacientom, ki so na, bi rekel, normalnih belih oddelkih, opravimo PCR test in šele potem pacienta premestimo na to lokacijo. Če pa je poseg nujen, skratka, če je potrebna nujna takojšnja operacija, pa seveda vso osebje to opravi v ustrezni zaščitni opremi, v skafandrih in tako naprej. Skratka, držimo se pravila, da poskušamo čim manj ogrožati osebje in čim manj ogrožati že hospitalizirane paciente. Lahko rečem, da je tega v zadnjem času, skratka okužb na ta račun praktično ni. V zadnjih tednih ne beležimo niti ene, tudi med zaposlenimi pravzaprav ne beležimo več nobenih okužb v zadnjih tednih in smo s tem zelo, zelo zadovoljni. Morate vedeti, da v času najhujše krize je bilo dnevno odsotnih več 100 ljudi zaradi okužb, karantenskih odločb in tako naprej, tako da tega sedaj ni in smo s tem zelo, zelo zadovoljni. Da, kljub temu, morate vedeti, da cepljenje pomeni zaščito, ki pa ni 100%, tako da ne želimo tvegati nič in kljub temu zahtevamo PCR test pred hospitalizacijo, če pa ni opravljen, ga opravimo ob sprejemu, do takrat je pacient v sivi coni. Ja, dejansko mi želimo prispevati tudi kot klinični center, druga največja ustanova v državi, čim boljši precepljenosti populacije. V sredo bomo pričeli z cepljenjem pacientov, ki bodo v našo ustanovo prihajali na ambulantne storitve in preiskave. In pa tudi tiste paciente bomo cepili, ki v naši bolnišnici so hospitalizirani v tem trenutku. To bo potekalo na način, da bodo pacienti domov dobili obvestilo, da po opravljenem ambulantnem pregledu ali preiskavi je na voljo tudi cepljenje. Skratka, lahko se cepijo takoj po pregledu ali po nekem slikanju, pri čemer bodo lahko tudi izbirali med cepivi. Odločili smo se, da bomo v prvi fazi ponudili cepivo Pfizer in pa Johnson & Johnson. Poskrbeli smo zadostno količino teh cepiv in bomo seveda to sproti prilagajali glede na odziv pacientov. Skratka, morate vedeti, da se v naši ustanovi na ambulantne storitve in pa na preglede in pa slikanja vsakodnevno zglasi približno 1000, morda celo več pacientov. Seveda so številni že cepljeni, ampak številni pa niso in mi bomo vsakega od njih povabili k cepljenju, je pa seveda cepljenje prostovoljno, nikogar ne bomo silili, bo pa na voljo tudi osebe, ki bo razložilo stranske učinke in tako naprej. Na licu mesta se bo to, skratka, ekipa bo na voljo na licu mesta in bo to pacienti bodo to lahko opravili v najkrajšem možnem času. Skratka, zaključi preiskavo v ambulanti, takoj obišče našo točko za cepljenje in bo tudi takoj cepljen. Ne bo čakal, tudi dobil ustrezno potrdilo, certifikat in tako naprej. In če bo potrebna druga doza, bomo tudi to opravili na istem mestu. Da, to se počasi spreminja, vendar smo previdni in čakamo na navodila s strani Ministrstva za zdravje, skratka strani države. Tukaj ne moremo prehitevati samo v naši ustanovi, ampak želimo to napraviti v soglasju ali pa v sozvočju z ministrstvom in drugimi ustanovami. V tem trenutku še ni, ampak pričakujem, da bo to v najkrajšem možnem času drugače. Kot rečeno, čakamo in smo nekoliko previdni. Anesteziološka ambulanta bo začela opravljati svoje delo takoj, ko bo to mogoče. Mislim, da že v tem trenutku poteka 2krat tedensko. Mislim, da je pravi naslov za to predstojnica oddelka za anestezijo. V vsakem primeru, takoj, ko bo na voljo dovolj ljudi, mi želimo, da bi ta ambulanta opravljala svoje delo vsakodnevno. Morate pa vedeti, da so sedaj tudi počitnice, številni tudi anesteziologi so trenutno na dopustu, tako da tudi v prejšnjih letih anesteziološka ambulanta ni delovala vsakodnevno v času počitnic, ampak mogoče 2 do 3krat tedensko. Želimo si, da bi temu bilo tako tudi zdaj. Morate pa vedeti, da prav
za paciente, ki so hospitalizirani zaradi COVID-a v intenzivni enoti, skrbijo še zmeraj anesteziologi. 6 anesteziologov še zmeraj tam in tukaj nam to število manjka. Da, želimo si to normalizirati v najkrajšem možnem času. Seveda, želimo proporcionalno dvigniti vse storitve, je pa v tem trenutku še zmeraj neki kaskadni sistem, po katerem poskušamo to vpeljati. Ja, te številke sem si pripravil za to tiskovno konferenco in so naslednje. Med zdravniki je procent zaščitenih 92%, procent cepljenih 91%, med diplomiranimi medicinskimi sestrami je zaščitenih 71%, cepljenih 64%, med srednjimi medicinskimi sestrami pa je zaščitenih 51%, cepljenih 42%. Na nivoju celotne bolnišnice pa je zaščitenih 65% vseh zaposlenih, cepljenih pa 60% zaposlenih. Zanimiva je ta distribucija glede na usmerjenost kadra za zdravniki, diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre. V vsakem primeru bomo dodatno pospešili kampanjo, da čim več zdravstvenih delavcev opravi cepljenje, na ta način zaščiti sebe, bolnike in svojce. Namreč zelo se bojimo 4. vala epidemije. Jaz sam osebno mislim, da pri tej precepljenosti gotovo bo in čim več ljudi bo cepljenih, tem manjši bo ta val. Jaz to polagam na srce ne samo našim zaposlenim, ampak vsem prebivalcem Slovenije. Ja, na 4. val seveda se intenzivno pripravljamo. V tem trenutku poteka, natančna analiza našega dela v 1. in 2. valu. Poskušamo najti vse dobre točke in pa seveda tudi mogoče pomanjkljivosti. Morate vedeti, da 2. val je bil gotovo ne samo v naši bolnišnici, ampak na nivoju države in pa celotnega sveta, Evrope in celega sveta podcenjen. Sedaj tega gotovo ne želimo, želimo se pripraviti maksimalno, kar je mogoče, in to poteka na več nivojih. Skratka, priprava stavb, priprava opreme, dodatno izobraževanje kadra, ustrezna distribucija kadra in pa seveda klinične poti. Tako da bomo poskušali to napraviti oziroma načrti, da to pripravimo že do konca tega tedna, medtem ko določena dela, adaptacije in tako naprej pa že potekajo. Tako rekoč ni izpada zaradi obolevnosti med kadrom. Na srečo je temu tako, morate pa vedeti, da je sedaj situacija epidemiološko zelo ugodna, ampak pri takšni precepljenosti, ki sem jaz prej povedal za naš kader, se bojimo, kaj se bo zgodilo, če bo epidemija spet dobila velik zamah. Tega se zelo, zelo bojimo, zato pa poskušamo cepljenje pa doseči večjo precepljenost, tako v naši ustanovi kot v celi regiji. Morate vedeti, da po podatkih iz prejšnjega tedna med 10 najslabše precepljenimi regijami v Sloveniji je bilo 9 iz Podravske regije, tako da mislim, da je tukaj še kar precej rezerve, da poskušamo to izboljšati. Na kak način, kaj se boste pogovarjali z medicinskimi sestrami, na kak način boste spodbudili? Kot prvo, še enkrat ponavljam, siliti nima smisla nikogar. Moje osebno mnenje je to, da se vsak človek mora sam pri sebi vprašati, ali sem sposoben odgovoriti na vprašanje, ali je cepljenje smiselno, varno, koristno, ali za mene tako škodljivo, da se ne bom cepil. In zdaj, če jaz začnem sam pri sebi, kot ortoped, kljub temu, da sem zdravnik pa strokovni direktor, jaz na to ne morem odgovoriti. In seveda se moram zanesti na mnenje tistih, ki o tem več vejo. Tu so Nacionalni inštitut za javno zdravje in pa strokovnjaki, ki so vodilni v Sloveniji in v svetu na tem področju. In tukaj je mnenje enoznačno v korist cepljenja in tukaj sploh ni o tem nobene debate. Morate vedeti, da v Sloveniji, če postrežem s tem podatkom, je bilo do sedaj cepljenih približno 800.000 ljudi, zdaj ne vem točno kakšna je številka danes. Od tega je bilo sicer nekaj 10, morda tudi nekaj 100 resnih zapletov, nobene smrti. Od COVID-a
pa je umrlo več tisoč ljudi. Tako da mislim, da je odgovor na dlani. Cepljenje je bistveno manj nevarno, kot je pa morebitna izpostavljenost nas samih, pa naših svojcev, še posebej starejših, temu, da se ne cepijo in zbolijo za COVID bolezni. Koliko ljudi v UKC pa dobiva ta dodatek za izpostavljenost? Od 1. julija je situacija drugačna, epidemija je preklicana. Sedaj se je število delovišč, kjer ljudje dobivajo dodatek, bistveno zmanjšalo, tako da dobivajo samo še v COVID enoti intenzivne terapije in pa COVID akutnem oddelku in pa tudi deloma v urgentnem centru. Drugje pa samo takrat, ko dejansko pride do stika z akutnimi COVID bolniki, skratka z rdečimi bolniki, sicer pa ne. Kako je pa s kadri, zadnji dali kakšne odpovedi, Da, tudi na to vprašanje sem se pripravil. In sicer je situacija takšna, da je v zadnjem letu zapustilo Mariborski klinični center 38 srednjih medicinskih sester in 22 diplomiranih medicinskih sester. Pri čemer pa seveda moramo tukaj upoštevati, da so v tej številki tudi upokojitve, invalidske odsotnosti in tako naprej. Je pa v tem času v Mariborski bolnišnici dobilo zaposlitev oziroma se je na novo zaposlilo 36 diplomiranih medicinskih sester in 23 srednjih medicinskih sester. Skratka, če povzamem, številka se je na področju diplomiranih medicinskih sester povečala za 14, na področju srednjih medicinskih sester pa se je zmanjšala za 15. Se pravi, neto imamo eno medicinsko sestro manj. Smatram, da je to uspeh za našo ustanovo. Vemo, da so v številnih drugih ustanovah te številke bistveno slabše, da se število medicinskih sester zmanjšuje. Sam pa sem s to številko relativno zadovoljen, ampak še daleč ne tako, kot bi si želeli. Mi si želimo, da bi lahko zaposlili dodatne medicinske sestre, predvsem na oddelkih, kjer je delo najtežje. Tu govorimo o intenzivni terapiji, urgenci in tako naprej. Tako da situacija ni najboljša, vendar še daleč od tega, da je bila v tem trenutku tako kritična, kot je v nekaterih drugih ustanovah. Seveda pa na tem mestu morda še enkrat zahvala vsem zaposlenim v naši ustanovi. Ta preizkušnja COVID epidemije v teh mesecih je bila grozljiva, tako za medicinske sestre, zdravnike in tudi vse ostale v naši ustanovi. In jim gre dejansko veliko priznanje, da so to zdržali in da so dosegli tako odlične rezultate pri zdravljenju. Eden od oddelkov, ki je nosil eno največjih bremen, je gotovo oddelek za anestezijo, ki ga še zdaj nosi pravzaprav. Ampak tu je situacija takšna, da je v tem trenutku število anesteziologov najvišje v zadnjih, pravzaprav zgodovini UKC Maribor. Število zaposlenih je 45 ali celo 46 v tem trenutku, kar je, če vas spomnim, 3 leta nazaj, ko je bilo specialistov 17, bistveno več. Kljub temu jih še zmeraj primanjkuje, trudimo se, da bi zaposlili dodatne anesteziologe in upam, da bomo šli v to smer. Seveda, to je popolnoma jasno. Na področju anesteziologije imamo velike načrte in tudi ena od izhodnih strategij za celotno ustanovo je zagotovo tudi ta, da želimo čim prej bistveno povečati število intenzivnih postelj, skratka postelj za intenzivno terapijo. Tu je že izdelan dodatna izhodna strategija in odločili smo se, da bomo eno etažo v okviru kirurške stolpnice dodatno namenili za intenzivno terapijo. Tu govorim o intenzivni terapiji za kardiokirurške, morda tudi torakalne in žilne paciente. Skratka, bistveno moramo povečati število teh postelj, ampak se zavedamo tega, da ni važno samo koliko postelj imaš, ampak da imaš tudi kader, ki je za to usposobljen. Ta namen smo že sprožili določene akcije, poskušali rekrutirati medicinske sestre, ki bodo na teh oddelkih, na tem novem oddelku delale, in seveda tudi nekaj uspeha pri tem že imamo. Se pa zavedamo, da to ne bo šlo zelo hitro, ampak je pa to nujno. Namreč tukaj v ozadju so kardiokirurški pacienti. Če povem številko, v najvišjih, najboljši rezultati na letnem nivoju
Kar se tiče števila kardiokirurških operacij, so bili tam nekje okrog 330-340. Mi želimo letno operirati vsaj 500 kardiokirurških pacientov. To je na republiškem nivoju tako rekoč zahteva in seveda bomo strmeli k temu cilju, ker težko gledamo ljudi, ki čakajo na tako nujne operacije in seveda želimo te čakalne dobe skrajšati. Ta oddelek se bo vzpostavil predvidoma nekje februarja, marca prihodnje leto. Bomo začeli sedaj z deli, pripravili ustrezne prostore, usposobili ustrezen kader in predvidoma v februarju, marcu prihodnje leto bo ta oddelek, če bo šlo vse po sreči, zaživel. To pomeni dodatnih 6 postelj za intenzivno terapijo 3. stopnje, to je najvišja možna vrsta terapije, potem pa še vsaj 6 postelj za intenzivno terapijo 2. stopnje in še dodatnih 8 postelj za intenzivno terapijo 1. stopnje. Skratka, dodatnih 20 postelj, od tega 6 na najvišjem možnem nivoju. Tukaj teče načrtovanje v tem trenutku še. Izkazalo se, da je potrebno pridobiti tudi enostavno gradbeno dovoljenje, kar bo vzelo dodatna 2 meseca časa, verjetno, ne? Ampak jaz računam, da bo v letošnjem letu to že končano. Želimo si, da je bilo prej, ampak ni mogoče.